Pozdravljeni v jesensko navdihnjeni oddaji Aktualno na GFML. V tokratni oddaji bomo večino časa namenjali programu predšolska vzgoja. Le-ta se na naši šoli izvaja že 20 let in okroglo obletnico smo tudi primerno proslavili. Praznovanje smo pričeli s strokovnim simpozijem, katerega naslov je bil Sodobni izzivi in priložnosti za predšolsko vzgojo otrok v vrtcih. Celodnevno dogajanje je na enem mestu zbralo in povezalo dijake predšolske vzgoje na GFML, vzgojitelje predšolskih otrok iz pomurskega prostora, srednješolske učitelje, ki poučujejo bodoče vzgojitelje, njihove ravnatelje in pristojne z Centra za poklicno izobraževanje, ki skrbijo za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Jubilejno srečanje ni bilo namenjeno le praznovanju in obujanju spominov, ampak predvsem izmenjavi idej, dobrih praks in primerov z področja izobraževanja bodočih vzgojiteljev in dela v vrtcih. V uvodnem delu, kjer so zbrane nagovorili ravnatelj GFML Zvonko Kustec, ravnateljica vrtcev občine Moravske Toplice Simona Kavčič ter namestnica direktorja CPI Urška Marentič, je sledilo plenarno predavanje dr. Petre Štirnjanota, ki je spregovorila o pomenu induktivnega vzgojnega pristopa. Svoje poglede na izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok so soočili udeleženci okrogle mize, izzivi izobraževanja in zaposlovanja na področju predšolske vzgoje. Popoldanski del simpozija so zaznamovale predstavitve primerov dobrih praks področja izobraževanja na področju predšolske vzgoje in dela v vrtcih. Ob obletnici je nastal tudi kratek dokumentarni film. Že zelo zgodaj sem vedela, kateri poklic želim opravljati v svojem življenju. Tako sem bila zelo vesela, da se je leta 1998, prav takrat, ko sem končala osnovno šolo na gimnaziji Franca Miklošiča, začel izvajati program predšolska vzgoja. Smele načrte za novo izobraževalno smer na Ljutomerski gimnaziji je snoval takratni ravnatelj Ozvald Tučič. Šola je želela ponuditi nekaj novega v pomurskem srednješolskem prostoru. Pomurje je potrebovalo kadre za predšolsko vzgojo. Maribor, v katerem je bila takrat najbližja tovrstna šola, pa takrat še ni bil tako blizu, kot je danes. Prihaja novi izziv, novi program, nove generacije in zelo sem bila vesela, da me je takratni ravnatelj povabil v projektni tim, ko smo ustvarjali novi program. Skupaj s tem sva nekako postala tudi člana delovne skupine v Ljubljani. O izzivu, pred katerega je bilo postavljeno vodstvo šole, lahko beremo v Vestniku, ko je takratni ravnatelj Ozvald Tučič povedal, da so v poletnih počitnicah na šoli morali zagotoviti dodatno učilnico in opremo. Prva generacija, zelo dobro se spominjam, to so bila v razredu sama dekleta. Naj poudarim, da so bila dejansko izvrstna dekleta. Razrednik je bil kolega Franc Torič, matematik. Ustvarjali smo glasbene pravljice, glasbene didaktične igre, lutkovne predstave, gledališke predstave, s katerimi smo potem potovali širom po celem Pomurju in razveseljevali otroke vrtcev. Z gostovanji smo postali prepoznavni tako v našem okolju, kot tudi širše. Še posebej se mi je v spomin vtisnila naša lutkovna predstava z naslovom Mali princ, s katero smo se predstavljale po vrtcih, v katerih smo opravljale prakso. Še danes vem na pamet enega od odlomkov iz tega našega malega princa. Potem zelo dobro se spominjam plavalnega tečaja v Umagu, smučarskega tečaja v Avstriji. Seveda ne pozabim pa je tako kot vsak bil maturantski izlet na Santoriniju, torej sami lepi spomini. Najpomembnejše izkušnje bodoči vzgojitelji predšolskih otrok seveda nabirajo na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu oziroma na praksi. Prakse sem se zmeraj zelo veselila. Teoretično nas je nanjo dobro pripravila gospa Bernarda Fras, realne vtise o poklicu vzgojitelja pa smo dobile šele na praksi, ki smo jo opravljale po svojih domačih vrtcih.
Ravno praksa je bila tista, na kateri sem se srečala z načinom dela z otroki in njihovimi starši, in ravno praksa je bila tista, ki me je prepričala, da nadaljujem šolanje v smeri predšolske vzgoje. Jaz verjamem, da je praksa tisti del, kjer dijaki v prvi vrsti lahko tudi dobijo odgovor na to vprašanje, ali so se odločili za pravi poklic. Sicer pa je tudi praksa nekakšna vez med šolo in vrtcem, ki tudi mora biti neko medsebojno spoštovanje, nek odnos, na katerem je potrebno ves čas graditi. Tako da pričakovanja nas so tudi v tem smislu, da pravzaprav dijak res se dokaže v tem delu, ker na tem, kar poznamo, na njegovem odnosu do dela, na njegovem odnosu do otrok, do sodelavcev, se zgradi neko mnenje o tem dijaku, ki je naš bodoči zaposleni. Program predšolske vzgoje je z leti rasel in se razvijal. Prenovo je program predšolske vzgoje šel v šolskem letu 2008-2009. Eno leto prej smo pa se s pomočjo svetovalke na CPI-ju tudi pripravljali na samo prenovo. Cilj prenove je bil, da dijaki pridobijo čim več praktičnih znanj, ki jih lahko uporabijo potem tudi v vrtcih, tako da smo se približali v resnici po vpraševanju naših delodajalcev, kakšen kader si želijo. Namreč v starem programu je bilo zelo veliko poudarka še vedno na splošnih predmetih, sedaj v prenovi pa je manj ur namenjenih splošnih predmetom, več ur je namenjenih pa strokovnim modulom, kateri dijake pripravljajo potem na sam modelu v vrtcih. Rezultat timskega dela učiteljev v strokovnih modulih so tudi ustvarjalnice, ki jih z dijaki pripravijo za predšolske otroke. Naravoslovne delavnice navdušijo otroke, da si želijo večkratnih ponovitev poskusov, obenem pa so odličen vir idej tudi za vzgojiteljice, ki pogosto pristopijo in pa vprašajo, kako opazovano izvesti. Umetniške delavnice imajo svoj čar v umazanih prstkih in dlaneh, ki z veliko vnemo ustvarjajo izvirne likovne umetnine. Ali pa z glasbenim ustvarjanjem pričarajo paleto zvokov, bodisi iz improviziranih instrumentov, bodisi iz otroških grl. Ustvarjalnice, ki jih izvajamo širom Pomurja, so dobro sprejete tudi v strokovnih krogih. Doživljam eno tako prijetno čustvo, ko vidim, kako delajo z otroki, kako se lepo igrajo in kako uživajo in kako so srečni, in ko gledam to, sem se uživela vanje. Okoliški vrtci vsako leto nestrpno pričakujejo veselo pričakovanje in pisani tobogan. Prireditvi z glasbenimi, gledališkimi in s plesnimi točkami pritegneta pozornost otrok in vzgojiteljic. Znanje različnih strokovnih modulov ustvarjalnega izražanja in umetnosti se splete v novo celoto. Evalvacije obeh predstav pri dijakih kažejo, da je pomembno dobiti priložnost stopiti na oder in javno nastopiti. Izobraževalni proces ni omejen le na lokalno okolje ali našo državo. V zadnjih letih naši dijaki nabirajo delovne izkušnje širom Evrope. Pred 3 leti smo se prvič vključili v projekt Erasmus plus mobilnost dijakov na programu predšolske vzgoje. Cilj je bil predvsem, da našim dijakom damo tudi možnost, da si pridobijo izkušnje v tujini, da vidijo, kako delujejo vrtci v drugih državah znotraj Evropske unije in pa da lahko primerjajo našo predšolsko vzgojo v slovenskih vrtcih z vrtci v drugih državah. Mislim, da je to najboljša izkušnja, ki sem jo doživela v svojem življenju. Ne obžalujem niti sekunde, da sem se odločila za to. V vrtcih mi je bilo delo v timu z vzgojiteljicami super, vsi so bili odprti, vsi so me sprejeli kot del njih, tudi otroci, že od prvega dneva naprej sem bila njihova prijateljica, vsi smo se igrali skupaj. Res bilo je
užitek. Užitek je bil delati v vrtcu, užitek je bilo živeti v družinah, spoznavati nemško življenje. Vsekakor se bom še vrnila v Nemčijo, obiskala bom mojo nemško družino in tudi vrtec, v katerem sem opravljala prakso. V tistem vrtcu so mi ponudili tudi službo, zato mislim, da imam dobre možnosti, da tam dobim službo in da se tudi lahko preselim tja. Evropskih projektov se lotevajo tudi naši bivši dijaki, ki so že zaposleni v vrtcih. Erasmus projekti zagotovo strokovnemu delavcu prinašajo razvoj tako na osebnem kot profesionalnem področju. Številni treningi v tujini ti dajo neko novo širino, dajo ti potrditev za svoje delo, vsekakor pa iščeš smernice, kako izboljšati svoje delo, kaj spremeniti, kaj dodati. Stik s tujino pa je dobrodošel tudi za najmlajše. Otrokom v vrtcu zagotovo prinaša novo doživetje. Tukaj v našem vrtcu, ko so prišli tujci, je bilo otrokom zanimivo, da so prišli ljudje, ki ne poznajo našega jezika, zato je bila v ospredju neverbalna komunikacija, bilo jim je zanimivo spoznavati tudi države, njihovo kulinariko, tako da vsekakor popestrijo vsakdanjik v vrtcu. Zanimivost je, da se vseh 12 šol, ki izvajajo program predšolska vzgoja, vsako šolsko leto v oktobru sreča na vzgojiteljadi. V Ljutomeru smo jo gostili dvakrat, leta 2005 in 2015. Vzgojiteljada je odlična možnost za medsebojno spoznavanje in izmenjevanje izkušenj. Siva miška, drobna miška, v luknjo se je skrila. Drobna siva, gozdna miška, hodi brez skrbi. Siva miška, drobna miška, si je oddahnila. Zgodala je košček sira, zdaj pa sladko spi. Vzgoja predšolskih otrok je zahtevna in odgovorna naloga, s katero se spoprijemajo tako starši kot vzgojitelji. Pred izzive pa smo postavljene tudi srednje šole, ki izobražujemo bodoče vzgojitelje. Zdi se mi prav, da je izobraževanje za poklic vzgojitelja zahtevno, saj je tudi delo z našimi najmlajšimi zelo zahtevno in odgovorno. Nenehno je potrebno slediti novostim, dopolnjevati svoje znanje in si velikokrat tudi upati. Je pa seveda izziv, kako naše dijake sploh usmeriti naprej, naj nadaljujejo izobraževanje v tem poklicu oziroma da se sploh zaposlijo, ker problem je pa predvsem zaradi zaposlitev, ker dijaki enostavno ne dobijo možnosti pripravništva in je tudi tako težko jim sploh najti službo. Verjamem, da je to prvi izziv, ki ga je potrebno v prihodnosti rešiti. Dijaki zdaj uspešno zaključijo šolanje, potem pa praviloma ni moč upraviti pripravništva, ker je seveda povezano potem s strokovnim izpitom. Ravnatelji se ves čas obračamo na ministrstvo, opozarjamo na to problematiko, mogoče tudi šole, ki izobražujete bodoče vzgojitelje, da razmislite o tem, če je možno, da se šolanje prilagodi na način, da dijaki že tekom šolanja ali pa ob koncu šolanja opravijo še neke vrste pripravništvo in potem pristopijo k strokovnemu izpitu, kajti šele strokovni izpit je tisti del, ki potem dejansko dijaku omogoči oziroma odrasli osebi, da je zaposljiv. V 20 letih smo ustvarjalnemu zanosu dodali še dragocene izkušnje in zdaj stopamo ponosno v prihodnost. Bodočim generacijam želim prav tako uspešno, kot so bile te prve generacije. Mislim, da je to obogatitev gimnazijskemu programu. Znašli smo se takrat tako rekoč na nekem novem planetu. Mislim, da uspešno. Zato vsem čestitam. Ko se dela novi dan, grem v službo nasmejan, čakajo otroci polni sanj. Igralnica mi ni neznanka, tudi otrokom ni uganka, poznajo jo kot lastno dlan. Pojem, rišem, telovadim, na otroke ne pozabim, vse otroke
vsak dan, ta poklic je vzgojitelj, pazi vaše otroke, z njimi se poigravam, naj bo sonce dež, majhni ti otroci, veselje nam delijo, z nami se učijo, same nove stvari, bodi otrok še ti. Dijaki predšolske vzgoje pa niso zgolj praznovali. Opravljali so delovno prakso v tujini in se udeležili vzgojiteljade v Ormožu. Praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini se je v okviru projekta Erasmus Plus udeležilo 10 najpogumnejših dijakov predšolske vzgoje, ki so se odpravili v nemške vrtce. Tokrat so jih gostili prebivalci severno-nemškega mesta Paderborn. 14-dnevno bivanje pri nemških družinah je minilo ob spoznavanju nemške kulture ter utrjevanju znanja nemščine. Vsi dijaki so se uspešno vključili v vsak dan tamkajšnjih vrtcev, spoznali so njihov način dela, integracijo tujih otrok v novo kulturno okolje in načine, kako vzgojitelji komunicirajo z njimi. Vrtci so podobni slovenskim, vendar se od njih razlikujejo glede koncepta dela. Tako kar nekaj vrtcev otrokom omogoča prehajanje iz skupine v skupino, od dejavnosti k dejavnosti, že pri najmanjših spodbujajo participacijo, možnost soodločanja o stvareh, ki so povezane z njihovim bivanjem ali opremo v vrtcih. Nekateri vrtci še kot družinski centri poleg varstva otrok ponujajo podporo družinam, ki se znajdejo v težavah. Spremljevalki sta imeli priložnost obiskati vse vrtce, med drugim tudi gozdni vrtec, navezali sta stike z 2 nemškima srednjima šolama, ki izobražujeta vzgojitelje. Projektni partner Dirk Forströer je za dijake organiziral izlet v bližnje zgodovinsko mesto Detmold, skupaj so se povzpeli na naravno znamenitost Externsteine in pohajkovali po muzeju na prostem. Bivanje v Nemčiji je hitro minilo in na koncu je bilo potočenih kar nekaj solz, saj so se dijaki navezali na svoje varovance in gostitelje. Deset dijakinj programa predšolska vzgoja se je v okviru projekta Erasmus Plus udeležilo praktičnega usposabljanja v Angliji v mestu Leeds. Prakso so opravljali v angleških vrtcih, ki se zelo razlikujejo od slovenskih. Udeleženke so tako v 2 tednih spoznavale, kako poteka delo vzgojiteljev, kaj so posebnosti angleških vrtcev, kako vzgojitelji spremljajo razvoj otrok ter tudi kakšne metode dela uporabljajo pri delu z otroki iz drugačnih kulturnih okolij, katerih materni jezik ni angleščina. Posebnost angleških vrtcev je zagotovo ta, da je en vzgojitelj odgovoren za manj otrok in ima tako na primer lahko samo 3 otroke, ki so stari od 1 do 2 let oziroma največ 8 otrok, ki so stari 4 leta. Prav tako je lahko v enem prostoru tudi več kot 40 otrok različnih starosti in zaradi tega tudi veliko večje število vzgojiteljev. Dijakinje so v prostem času spoznavale in raziskovale mesto Leeds in njegove muzeje ter spoznavale kulturo in način življenja v Angliji, saj so živele pri angleških družinah. Na delavnici znakovnega jezika, ki jo je izvedla projektna partnerica Mojca Polak Williams, so se seznanile z znakovnim jezikom. 2 tedna sta zelo hitro minila in slovo je bilo težko, saj so se dijakinje zelo navezale na člane družin gostiteljic. Prav tako so ob slovesu tekle solze v vrtcih. Domov so se vrnile polne lepih vtisov in spominov ter upajo, da bodo še kdaj obiskale Leeds. Letošnje tradicionalno srečanje slovenskih šol, ki izobražujejo mlade v programu predšolska vzgoja, je potekalo v Ormožu. Rdeča nit prireditve Dere sem jaz mali bija je bila otroštvo nekoč. Srečanja so se udeležili tudi otroci vrtca Ormož, ki so skupaj z drugimi udeleženci zaplesali na zaključni prireditvi. Dijaki so se vrnili z lepimi vtisi, pohvalili so predvsem sproščeno vzdušje in veliko je takšnih, ki so spoznali nove prijatelje, s katerimi bodo ostali v stiku. Seveda tudi gimnazijci nismo počivali. Spet smo se potepali po Evropi, gostili dijake, sodelovali v lokalnem okolju. Po spomladanskem obisku dijakov, takrat 2. D oddelka, v Makedoniji so obisku v Sloveniji vrnili dijaki iz gimnazije Svetega Klimenta iz Ohrida. 27 dijakov je spremljalo 5 učiteljic, med katerimi je bila tudi njihova ravnateljica.
Izmenjava je potekala v okviru projekta Erasmus+, katerega tema so bile migracije. Dijaki naše šole so pod mentorstvom učiteljev pripravili številne delavnice o vprašanju migracij, integraciji migrantov, vlogi in odnosu domačega prebivalstva do migrantov. Medkulturno so bili vsekakor tudi učenje makedonskega jezika oziroma slovenskega jezika, številne ustvarjalne delavnice in slovenski večer. Za goste smo pripravili bogat spremljevalni program, obisk in ogled Ljubljane, Narodne galerije, Postojnske jame, Prekmurja. Goste, kakor naše dijake, so sprejeli županja občine Ljutomer Olga Karba, županja občine Turnišče Vesna Jerala Zver in častni konzul Republike Makedonije Štefan Pavlinjek. Del časa je bil namenjen tudi druženju in spletanju prijateljstev. Naši dijaki so pripravili za goste družaben popoldan, zabavili so se tudi v Pustolovskem parku Bukovnica in Termah Banovci. Dijaki Vita Stolnik, David Pučko iz 2. C in Nik Slavic iz 3. D so zastopali barve GFML na letošnji jesenski Euroskoli. V Strasburgu so se pridružili več kot 400 dijakom iz 20 držav EU. Aktivno so razpravljali na temo Evropska kulturna dediščina in se vključevali v debato v plenarnem delu. Ker so v projektu šola ambasadorka EP čisti novinci, jim čestitamo za uspešno udeležbo. Medgeneracijsko sodelovanje je eden temeljnih ciljev vseživljenjskega učenja. Čeprav smo simbiozo giba letos izvedli že 3. po vrsti, je bila ta prav posebna. Stanovalci Doma starejših Ljutomer so za naše dijakinje sami izvedli učno uro telovadbe. Socialna delavka Nataša Šumak je povedala, da od 160 stanovalcev jih redno telovadi manj kot 15. Razloga za to sta tudi starost in bolezen, a pravi, da ji večina nikoli ni telovadila in tega preprosto nikoli niso dojemali kot vrednoto. Dijakinje iz 3. B so pripravile igro Ristanc, ki so se vsi spomnili in je v njih spodila spomine na ostale igre iz otroštva. Druženje s starejšimi je bila prijetna izkušnja. Laura, Živa, Viktorija in Timeja pa so dodale: res so po letih stari, a v srcu še vedno tako mladostni. Le nekaj ur vožnje oddaljeni kraji v Avstriji in Nemčiji vsako leto pritegnejo dijake 3. letnikov k udeležbi na izbirni ekskurziji. Skupina dijakov si je v petek po nočni vožnji najprej ogledala znameniti rudnik soli Hallein v neposrednji bližini Salzburga, ki se delno razteza tudi v Nemčijo. V rudarskih oblačilih so se v rudnik odpeljali z vlakcem, se spustili po starih rudarskih rovih in rudarskih toboganih ter se pod zemljo celo peljali z ladjico. Nato so obiskali hišo narave oziroma naravoslovni muzej v Salzburgu ter se sprehodili po mestu. Popoldan je bil namenjen ogledu največje avstrijske pivovarne Stiegl. V soboto so najprej 3 ure preživeli v tehničnem muzeju. Sledil je prosti čas, popoldne pa ogled Münchenskega živalskega vrta. Zadnji dan so si želeli München ogledati z olimpijskega stolpa, a je bil to bolj vzpon v središče deževnega oblaka. Zato je dijake toliko bolj navdušil BMW svet, sodoben razstavno-prodajni salon ter muzej te prestižne bavarske avtomobilske znamke. Tehničnemu delu ekskurzije je sledilo nekaj ur namenjenih spominu in opominu. Dijaki so namreč obiskali koncentracijsko taborišče Dachau, kjer so imeli priložnost videti in začutiti grozote, ki so se dogajale v času 2. svetovne vojne. Na koncu ekskurzije so prišli na svoj račun športni navdušenci. Stadion Allianz Arena je eden najmodernejših športnih objektov na svetu in tudi tistim, ki ne spremljajo nogometa, je bilo zanimivo doživeti njegovo veličastnost in tehnično dovršenost. Toliko za danes. V tem tednu pa potekajo tradicionalni Miklošičevi dnevi, o katerih pa več v prihodnji oddaji, naslednji mesec. Adijo!